Tokrat v občinskem informatorju. V Vuzenici še vedno živ spomin na ustanovitev in delovanje Zidanškove brigade. Župan Majšperka pripravil ponovoletni sprejem. V mariborski porodnišnici si želijo 24-urno pomoč psihologinje. Dražje daljinsko ogrevanje v Mariboru. Nogometni klub Maribor pred začetkom spomladanskega dela sezone. Tudi letos strelska elita začenja tekmovalno sezono v Rušah. Na Ptuju lani rojenih več kot 900 otrok. Lepo pozdravljeni. V Vuzenici ohranjajo spomin na ustanovitev in delovanje Zidanškove brigade. Minulo nedeljo so pri spominskem obeležju pripravili slovesnost, s katero so se spomnili na dogajanje pred 80 leti. Ob visoki obletnici ustanovitve Zidanškove brigade so se ponovno v Svetem Primožu v občini Vuzenica zbrali mnogi. To pomeni predvsem to, ko vidim, da se ljudje, predvsem domačini in od drugod, se pravi tudi domoljubne organizacije, prihajajo na to mesto, kjer se je pred 80 leti ustanovila Zidanškova brigada. Veliko domoljubje je tisto, ki vedno znova spodbudi tudi domačine, da pridejo na slovesnost, prav tako tudi na druženje in sam pohod. Moram reči, da nekako ti je to v krvi, da greš na ta pohod. Tudi danes smo prišli peš, cirka 1,5 ure od Porodnarja, tako da moram reči, da glede na prejšnje zime je zdaj prav lahkota, tudi če je sneg. Niso prišli samo domačini, ampak tudi od drugod, tudi iz Maribora. Sam, kot sem jaz iz Maribora, tabornik, nosimo po Zidanškovi brigadi ime in nam veliko pomeni. Praktično vsako leto se pridemo sem. Včasih smo nosili tudi vence sem v 8. januarja, ko se je še to toliko v prejšnjem sistemu, ko se je to še nekako nosilo, potem da smo nosili venec na 3 žeblje na Cankarstvo, en venec smo nosili na ustanovitev prve pohorskega odreda, ki je na Pesku na Pohorju. En venec pa smo sem nosili na ustanovitev Zidanškove brigade. Če že nosimo ime po Zidanškovi brigadi, obujemo tradicije partizanstva, se pravi, da moraš tudi sem kakšen venec prinesti. Nenazadnje je slovesnost pritegnila tudi ljubljanski par. Letos smo se še posebej veselili tele 80-letnice, ker je bila naša dobra prijateljica, partizanka Valerija Skrinjar-Tvrz, ki je bila šifrantka v štabu, operativnem štabu Zidanškove in Šlandrove. Žal pa je letos prekmalu odšla, oziroma lani. Ja. Da je vsako leto bolj pomembno obujanje spomina na delovanje brigade, pa je poudaril vuzeniški župan. To srečanje na prvo nedeljo v novem letu na tem svetem kraju, kot ga sami Vuzeničani in Primožani imenujemo, je še kako pomembno, da se zberemo, počastimo spomin na dogodke iz leta 1944, ko je 8. januarja nastala ta bojna brigada Miloša Zidanška. In seveda okrogle obletnice si tiste, ki še posebej posvečamo pozornost, do potankosti želimo pripraviti takšne spomine. Zaradi tega imajo vedno posebne občutke. Ponosni smo na to. Ponosni zato, kajti tukaj je naša zgodovina, tukaj je naša pravzaprav kultura. Predvsem pa hvaležni vsem tistim, ki skrbijo za te pomnike in spomenike, ki jih je tudi v naši lokalni skupnosti kar nekaj. Vesel je, da je prišlo tudi veliko mladih. Da zgodovina ne zamre, da se ne pozabi tistega, kajti tudi borke in borci Zidanškove brigade leta 1944, 8. januarja, ko so ustanovili in se podali na to bojno pot, niso gledali na vreme, niso gledali na barvo kože, na pripadnost, ampak so naredili svoje, da danes lahko živimo tukaj v tej neokrnjeni deželici, da smo lahko ponosni na to in seveda velik priklon in hvala vsem tistim, ki so takrat tudi darovali svoje življenje. Izpostavil je še, da ni več živečih borcev in bork, ki so bili v Zidanškovi brigadi, še vedno pa na srečanja prihajajo njihovi svojci iz celotne Slovenije. Župan občine Majšperk je pred dnevi organiziral ponovoletni sprejem. Poglejmo si, kako je bilo.
Minuli petek je župan občine Majšperk Sašo Kodrič priredil ponovoletni sprejem in se ob sproščenem vzdušju zahvalil poslovnim partnerjem, podjetnikom, direktorjem, predstavnikom društev, organizacij, zavodov, kolegicam in kolegom županom, svetnicam in svetnikom ter članom vseh organov in delovnih teles občine. Prvo leto županovanja je bilo pravzaprav vsak dan nekaj novega, tako bi strnil, to je prva misel. Veliko projektov že začetih, ki smo jih peljali naprej, snovanje novih, priprava projektov za naslednja leta, priprava proračunov, predlogov proračuna, nove ideje, peljava le-teh v skladno z vsemi zakonskimi podlagami, potem v življenje, ampak to še v naslednjih letih sledi. Sicer pa veliko dela na področju infrastrukture, na področju izgradnje tako cest, pločnikov, kolesark, objektov in pravzaprav pod črto mnogo izkušenj. Kot je izpostavil, je bilo leto pestro in uspešno. Zastavljene projekte so uspeli uresničiti. Nedvomno je za izpostaviti kolesarske povezave, ki smo jih že otvorili sredi leta, od vse do Ptuja, pa seveda kompetenčni center na Bregu, ki sedaj dobiva že oziroma ima praktično zaključno končno podobo in ga bomo otvorili prav tako v začetku tega leta. In pa novo naselje tukaj v Majšperku, kjer pa precej delamo na področju infrastrukture. V letu 2024 pa imajo kar nekaj načrtov. Pri tem je izpostavil kot največji načrtovani projekt izgradnjo centra integrirane domske oskrbe. Z velikim pričakovanjem bom spremljal začetek izgradnje CID-a pri nas, torej centra integrirane domske oskrbe, ki bo predvidoma potekala izgradnja vse od leta 2024, 2025 in do 2026. To bo pravzaprav največji projekt v naši občini, tega mandata pravzaprav. Sporedno s tem bomo kar veliko vlagali v infrastrukturo v novo nastajajočem naselju, kjer bo dobilo svoj prostor 15 novih individualnih hiš, hkrati pa iščemo investitorja za izgradnjo 2 večstanovanjskih objektov prav tako na tem področju. Tukaj bo kar precej pozornosti namenjenega v tem letu. Prav tako pa bodo po besedah župana namenili veliko pozornost tudi drugim pomembnim projektom za izboljšanje bivanja v kraju. Potekala bo tudi izgradnja, rušitev in izgradnja gasilskega doma v Stopercah skladno s proračunom, pa izgradnja enega večnamenskega objekta na Ptujski gori. Nekaj cest bomo prav tako v letošnjem letu uspeli modernizirati, tega se nadejamo. In pa skrbeli prav tako za družabno, društveno življenje, da bo tudi letos na koncu leta impozantna številka dogodkov, katerih se seveda z veseljem udeležujemo. V Majšperku so se tako zaključili uspešni trenutki preteklega leta, polnega dosežkov in predanosti lokalnemu okolju. V mariborski porodnišnici si želijo, da bi imeli 24 ur na dan pomoč psihološke službe. Zdaj je namreč na voljo le v rednem delavniku. Poglejmo prispevek. V porodnišnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so veseli, da je letos pri njih prisoten tudi fizioterapevt. Izjemno veliki napredek, ne samo za otroke, vsak dan se bo lahko izvajal handling. Druga stvar je tudi fizioterapija mamic. Praktički smo pozabili na to, da je tudi to zelo pomembno. Velikokrat je zelo dobrodošla tudi pomoč psihologinje, saj pride pri porodnicah kdaj tudi do nepredvidljivih situacij. Tudi psihologinja, katera je lahko recimo support mamicam, katere so v stresu, posebej tiste mamice, katere so prezgodaj rodile, nimajo svojih otrok pri sebi, ti otroci so na intenzivni enoti, rabijo pomoč aparatov, takšna mama rabi definitivno pomoč psihologa in support celotnega osebja. A želijo si, da je psihologinja na oddelku porodnišnice prisotna 24 ur, trenutno je namreč samo v rednem delavniku. Da bi psihologa za 24 ur. Mi imamo psihologa samo čez normalni delovnik, znači od 8 ure zjutraj do 4 ure popoldan in potem ga ni. Tudi v času praznikov ga ni, tudi v času vikenda nimamo psihologa. So pa dostikrat take urgentne situacije, hitri porodi, nepričakovani prezgodnji porodi dogajajo upravo v času praznikov ali vikendov. Zato smo tudi žurni zdravniki ali sestre ali babice, dodatnega suporta, ostalega tima pa nimamo. Niti fizioterapeuta, niti psihologa. Z dodatnim časovnim okvirom bi lahko psihologinja še bolj celovito zagotavljala emocionalno podporo, kar je ključnega pomena v občutljivem obdobju pred, med in po porodu.
V Mariboru se je z novim letom občutno podražilo daljinsko ogrevanje, saj je Energetika Maribor z januarskim cenikom za 18% dvignila variabilni del cene. V Mariboru so zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja morali prilagoditi ceno variabilnega dela toplote, in sicer s 1. januarjem letošnjega leta. Podražitev je odraz spremenjenih okoliščin na trgu energentov. Res je, da se cene plina nižajo, vendar se nižajo tudi odkupne cene elektrike in tudi obratovalnih podpor zaradi zastavljene referenčne cene za naše visoko učinkovite kogeneracijske stroje ne bo, tako da več ne bomo imeli možnosti zniževanja cene toplote, kar se je dogajalo v preteklosti, torej tudi v preteklem letu, kjer smo ob koncu leta ceno toplote bistveno znižali, ki je bila predtem bistveno višja po preteku zamejitve cen oziroma izteku ukrepa vlade. In kako konkretno se bo to poznalo na položnicah Mariborčanov? Energetika Maribor namreč ogreva več kot 13.000 odjemalcev. Te cene bodo pa nekje na letni ravni za povprečno stanovanje, slovensko stanovanje v velikosti 69 kvadratnih metrov rezultirale v nekje 128 evrih z davkom na letni ravni dražjem ogrevanju, kar bo nekje za povprečnega odjemalca za takšnim stanovanjem zneslo cirka nekje 10 evrov mesečno. Občani se sprašujejo, kako lahko podjetje dela dobičke in hkrati draži položnice. Direktor pojasnjuje, da so naredili vse, kar so lahko, da so Mariborčani plačevali nižje položnice. Konec leta 2022 je bila recimo nakupna cena plina za nas nekje okrog 20,49 €. Ta cena je tudi ob vseh teh znižanjih danes še vedno bistveno višja, tudi nekje v povprečju trikratnik takratne cene. V vmesnem obdobju so te cene bile še bistveno višje. Seveda se podražitve sistema daljinskega ogrevanja niso zgodile v takem odstotku, zahvaljujoč ukrepom vlade in tudi našim ukrepom, da smo seveda bili zmožni skozi naše dobro poslovanje na drugih področjih seveda to tudi ustrezno potem pretopiti oziroma prikazati v znižanju cene toplote. Tako je bila cena recimo z ukrepom vlade zamejena od meseca januarja do konca meseca aprila, do konca meseca maja pa je veljal tudi ukrep znižanega davka na dodano vrednost. Po izteku tega ukrepa so se dvignile tržne cene. Te so bile precej višje, torej če jih natančno povzamem, recimo cena variabilnega dela toplote je bila takrat 127,70 €, zdaj pa sicer nekaj malega drugačne razdelitve med fiksno in variabilno ceno, pa to znaša 109,98 €. Kar se ogrevanja tiče, je sicer pogodba za dobavo plina sklenjena. Večina zaloge plina je zakupljena in direktor pravi, da se tako cene z tega naslova letos več ne bodo višale. Še več pač seveda upamo, da skozi primeren ukrep, recimo država je zamejila cene toplote, ni zamejila cene toplote, zamejila je pa ceno električne energije in ceno plina za gospodinjstva. In seveda tudi upamo, da bo s kakšnim primernim ukrepom tudi vplivala na to, da bomo lahko tudi mi cene toplote primerno znižali. Vlada je sicer tako v preteklosti sprejela ukrepe za zamejitev cen električne energije, da bi zaščitila potrošnike pred nenadnimi in nepredvidljivimi dvigi stroškov. Ob ponovnem zboru moštva nogometnega kluba Maribor je predstavil aktualne zadeve in razkril predvidene prihodnje načrte športni direktor Marko Šuler. Poglejmo prispevek. Pred začetkom spomladanskega dela državnega prvenstva je pred medije stopil športni direktor NK Maribor, Marko Šuler. Predstavil je okrepitve in napovedal, kako se bodo pripravljali. Obetajo se intenzivne priprave, a tudi pestro kadrovsko dogajanje. Se je začelo, tako smo rekli, vemo, kaj zimski prestopni rok pomeni. Veseli me, da že lahko vseeno prvi dan pozdravimo prve 3 okrepitve, Maksa Židle, Pivsa in Lana. Prav tako, to je začetek, bom rekel, prihodov. Jaz verjamem, da prideta še 2. Seveda potem pa so tukaj še odhodi, ki jih bo kar nekaj. Šuler je na prvi tiskovni konferenci v novem letu predstavil zadnje 3 okrepitve. Dotaknil pa se je tudi morebitnih prestopov, plana, priprav ter ciljev. Dejstvo je, da Šuler za NK Maribor išče igralce, ki ne samo, da so odlični na svojem položaju, temveč tudi, da imajo karakter, ki ga klub ranga NK Maribor zahteva. Dojemanje, kaj Maribor je, kako se vidijo v tej ekipi. Hkrati sedaj jim želim obilno zdravja, ker to je pogoj
potem pa seveda čimprejšnjo adaptacijo oziroma vklop v ekipo, ker vemo, da letos se prvenstvo začne zelo hitro. Eno zanimivo obdobje, ki vemo, kaj Maribor pomeni, ta spomladanski del. Krilni napadalec Max Barišić je tudi uradno postal prva zimska okrepitev Maribora. Vijolični dres številko 10 pa bo nosil do poletja 2026. Sigurno je to en zanimiv izziv zame. Bil sem zelo vesel, ko me je Maribor poklical in sem poln motivacije. Moji osebni cilji so, da se spet probam vrniti na tisto raven, na kateri sem bil pred poškodbo. In sem siguren, da mi bo to tudi uspelo. 22-letni osrednji branilec Lan Vidmar, ki je v Maribor prišel iz Slovenske Bistrice, poskrbel za eno od zimskih presenečenj, a poznavalci zatrjujejo, da gre za obetavnega igralca. Vedno neka čast, neko posebno presenečenje, ko te pokliče tak veliki klub. Sam vem, kam prihajam, ne prihajam neko ime, ne prihajam kot zvezda, prihajam kot neki preprost fant, ki je lačen dokazovanja velikih tekem in mislim, da z trudom in veliko želje, da mi bo uspelo. Prva tekma spomladanskega dela sezone v prvi ligi sicer Mariborčane čaka 10. februarja proti Aluminiju v domačem Ljudskem vrtu. V torek 9. januarja se v Rušah pričenja sezona elitnih strelskih tekmovanj. Pričakujejo rekordnih 31 reprezentanc z več kot 300 nastopi strelk in strelcev. Več pa v prispevku. Kot že tradicionalno se v Rušah čez nekaj dni pričenja sezona elitnih tekmovanj pod okriljem Svetovne strelske zveze ISSF. Gre za tekmovanje z zračno puško na 10 metrov, ki ga organizira Strelsko društvo Pohorski bataljon Ruše. Za 30. jubilejno mednarodno strelsko tekmovanje, torej začeli smo pred 30 leti, seveda bolj na skromnejši način, najprej z udeležbo sosednjih tekmovalk in tekmovalcev sosednjih držav. Danes, 30 let od tistih prvih začetkov, pa lahko govorimo, da je v Rušah strelsko tekmovanje ISSF Grand Prix, eno izmed največjih strelskih tekmovanj na svetu. Pričakujejo rekordnih 31 reprezentanc z več kot 300 nastopi strelk in strelcev. V petek tekmovanje mladincev, torej v petek 12. je tekmovanje mladink in mladincev z vsemi 4 finali. V soboto in nedeljo pa tekmovanje članov in članic, tako v individualni konkurenci kot v mešanih timih. Med tekmovalkami bo tudi najboljša slovenska strelka Živa Dvoršak, ki je lani dosegla najboljše rezultate v karieri. Tudi nekako hodim naprej in začenjam prvo ta vikend na mednarodnem tekmovanju v Trzinu in nato naslednji teden na Grand Prix v Rušah. Vedno z veseljem poudarim, da sta ti dve tekmovanji eni izmed mojih najljubših iz več razlogov. Eno je to, da sta uvod v mednarodno sezono, drugo je to, da predvsem v Rušah se vedno dobro počutim iz organizacijskega vidika, tako kot tudi iz tega, da je to domače tekmovanje, ki mi nekako dodaja dodatno motivacijo, dodatno energijo. Uspešna lanska sezona pa je tudi velika motivacija domačinki Urški Hrašovec. Letošnjo sezono imam v bistvu, tako kot vsak olimpijski kandidat najbrž, postati tudi olimpijski potnik in ne samo kandidat. Prav tako pa imam še cilj osvojitve oziroma izpolnitve mednarodne kategorizacije, ki je pa v bistvu pogoj za zaposlitev v športni enoti, ker bi mi to zelo olajšalo pripravo na vsa večja tekmovanja. Takšna tekmovanja pa imajo seveda velik vpliv na promocijo občine, ki tekmovanje z veseljem podpre. In seveda vsem športnikom našega strelskega društva odlične rezultate na prihajajoči prireditvi, samemu strelskemu društvu pa seveda odlično organizacijo same prireditve. Tekmovanje bo potekalo od 9. do 14. januarja. Upamo, da bo našim športnikom uspelo doseči vrhunske rezultate. V ptujski porodnišnici so tradicionalno pripravili obdaritev prvo- in drugorojenega otroka v letošnjem letu. Prvi otrok na Ptuju se rodil fantek Črtomir. Na svet je prijokal 1. januarja ob 20:35 uri, dobro uro kasneje pa se mu je pridružil še Lucijan. 130 porodov smo imeli lani,
938 otrok se je rodilo, 449 deklic in 489 dečkov. Letos smo začeli s fanti, do danes, do tega trenutka, se je v naši porodnišnici rodilo 6 dečkov. V zadnjih 4 letih so tako zaznali 25% porast rojstev. Isto, kar dokazuje, da timsko delamo najverjetneje dobro, da delamo strokovno in da istočasno poskušamo slediti željam porodnice in družine. Ponosni so tudi na to, da jim je uspelo znižati število carskih rezov. In kako poteka porod v njihovi porodnišnici? Rojevamo v vseh položajih, vedno več rojevamo na boku. Naše porodnice se še vedno zelo veliko gibajo. Smo pa v zadnjem letu, kot se verjetno spomnite, začeli ponujati tudi rojevanje z epiduralno analgezijo. Tudi to smo uspešno zagnali z odličnim sodelovanjem z oddelkom za anesteziologijo in seveda ob podpori vodstva bolnišnice. Porodnice prihajajo iz različnih koncev Slovenije. Moto porodnišnice pa je, da si želijo vzpostaviti stanje, kot da porodnica rojeva doma, vendar v varnem okolju v skladu s strokovnimi smernicami. Porodnišnico je pravica vsake ženske, zato je tudi prav, da si je izbirajo. Na vseh pripravah za porod jaz običajno povem, da si mora porodnica izbrati porodnišnico, ki zaupa. Mestna občina Ptuj je prvorojenemu podarila 300 evrov. Županja Nuška Gajšek je družinama zaželela vse lepo, predvsem pa veliko lepih trenutkov in obilo družinske sreče. Toliko za nocoj daje občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V torek, 9. januarja 2024 bo v konferenčni dvorani KBC Majšperk z začetkom ob 9. uri predavanje ter izvajanje brezplačnih meritev deleža maščob ter vode v telesu. A pozor, potrebna je predhodna prijava. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.